Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo zgodbo poklanjam Kristini, veliki oboževalki pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Draga Kristina, najlepša hvala. Tokrat se bomo podali v svet ene najpomembnejših slovenskih pripovedi, zgodbe, ki jo je pred več kot 160 leti zapisal slovenski pisatelj Fran Levstik. Današnja zgodba je moja osebna priredba te znamenite povesti, pripovedovana v duhu današnjega časa, a z globokim spoštovanjem do izvirnika. To je zgodba o moči, pogumu, zdravi pameti in tisti trmasti notranjski odločenosti, ki ne kloni pred nikomer. Zgodba o možu, ki ni nosil krone, a je nosil nekaj še pomembnejšega. Samozavest, poštenost in srce na pravem mestu. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Kristinini pravljični želji z naslovom Martin Krpan z vrha. Nekoč, že davno tega, mi je mož, ki mu pravijo močilar, pripovedoval zgodbo. Zgodbo, ki diši po snegu, lipovi senci in tisti posebni trmi, ki jo ima človek, ki ve, da zmore več, mnogo več, kot si drugi mislijo. Na Notranjskem je stala vasica z imenom Vrh pri Sveti Trojici. Tam je živel Martin Krpan. Bil je mož, široko ramenih in močan kot hrast. Takšnega junaka ne najdeš zlahka. Martin ni bil od tistih, ki bi cel dan gledali v zemljo. Rad je potoval s svojo kobilico. In imel je skrivnost. Po starih stezah je na svoji kobilici tovoril angleško sol, kar je bilo takrat strogo prepovedano. Nekega zimskega dne, ko je sneg zametel vse poti, je Martin korakal po ozki gazi. Nenadoma mu je naproti prižvenketala bleščeča kočija, v kateri je sedel sam cesar. A pot je bila preozka za oba. Martin ni okleval. Zgrabil je kobilico, jo skupaj s težkim tovorom dvignil in prestavil v globok sneg, kot bi prestavil kuhinjski stol. Cesar je osupel ukazal kočijažu ustaviti kočijo in ga vprašal, kdo je in kaj nosi. Martin, ki mu jezik ni nikoli zamujal, je mirno odvrnil, da je Krpan z vrha in da v vrečah nosi le kresilno kolbo in bruse. Ko pa ga je cesar sumničavo vprašal, zakaj so brusi zaviti v slamo in vreče, mu je Martin z nasmehom razložil, da se boji, da bi mu brusi od hudega mraza razpokali. Cesar si je to nenavadno srečanje in Krpanovo nadčloveško moč dobro zapomnil. Minilo je leto in dan. Na Dunaj se je zgrnila tema. Pojavil se je strašen velikan po imenu Brdavs. Bil je tako močan, da ga nihče ni mogel premagati. Vsak, ki se mu je postavil po robu, je izgubil. Meščani so se bali, mesto je bilo žalostno, cesar pa je bil vse bolj zaskrbljen. Takrat se je kočijaž spomnil močnega moža s kobilico. Cesar ni čakal, ponj je poslal svojo najlepšo kočijo. Martin je pomislil, nato pa se je s kočijo odpeljal na Dunaj. Mesto je bilo žalostno, brez živahnega vrveža. Ljudje so hodili naokrog sklonjenih glav, saj nihče ni verjel, da se bo velikanu Brdavsu kdo upal postaviti po robu.
A Martin se Brdavsa ni ustrašil. Ko ga je sam cesar vprašal, če si upa nad Brdavsa, je Krpan mirno, kot bi se pogovarjal o vremenu, obljubil: Brdavs, ne bojte se, kmalu bo spet vse v najlepšem redu. Cesar ga je odpeljal v orožarno, tam so bile sulice, meči, čelade in oklepi za Martina le igrače. Kar je prijel, je v njegovih rokah počilo kot suha veja. Zato je Martin odšel v kovačnico. Sam je vzel velik kos železa, zavihtel najtežje kladivo in si skoval posebno orožje. Da bi preizkusil še les za ročaj, je Martin na grajskem vrtu posekal cesaričino najljubšo lipo. Cesar je pritekal ves iz sebe, a Martin mu je modro odgovoril, da za boj potrebuje dober les, da bo z njim lahko branil cesarstvo. Ko je prišel čas, da Martin izbere najboljšega konja, je stopil v cesarjevo konjušnico. Z vso svojo močjo je vse cesarjeve močne žrebce za rep potegnil čez prag. Na koncu pa je ugotovil, da prav nobena plemenita žival ne premore takšne moči kot njegova majhna, trmasta kobilica z vrha. Cesar se je grenko nasmehnil, a globoko v srcu upal, da bo Martin Krpan tisti, ki bo le premagal mogočnega Brdavsa. Prišel je dan boja. Na travniku zunaj mesta se je zbrala množica meščanov. Vsi so tiho, s strahom in upanjem hkrati čakali. Nato se je pojavil Brdavs, velik, strašen in mogočen. Ko je zagledal Krpana, se je pričel na ves glas smejati, češ: ali so v boj z njim res poslali kmečkega moža z ubogo majhno kobilico? A Martin mu ni ostal dolžan. Povedal mu je, da nima časa za dolge pogovore, ker se mu mudi domov. Ko sta si segla v roke, pa je Brdavs takoj začutil, da to ni navaden kmet. Martin mu je namreč dlan stisnil zelo močno. V boju je Brdavs silovito zamahnil z mečem, a se mu je ta zapičil v Krpanov lipov kij. Preden pa je velikan uspel izvleči meč, ga je Krpan že potegnil na tla. Brdavs je izgubil svojo moč in nikoli več ga niso videli. Dunaj je onemel. Meščani so ponoreli od veselja. Cesar je Krpanu ponujal zlato, srebro, celo roko svoje hčere. A Martin je ostal zvest samemu sebi. Želel je le eno. Cesarjevo pismo s pečatom, da bo lahko po svetu nosil svojo sol brez strahu pred stražarji. Cesar mu je pismo napisal, ga zapečatil in mu podaril še nekaj za po poti. Martin pa je zajahal svojo zvesto kobilico in odšel domov. Ni se oziral nazaj v bleščeče cesarstvo. Čakala ga je Notranjska, čakala ga je lipova senca in mir, ki ga najdeš le tam, kjer si doma. In tako se je končala zgodba o Martinu Krpanu, možu, ki je svojo preprosto pametjo in jeklenimi mišicami dokazal, da se pod staro suknjo pogosto skriva največji junak. Bravo. Bravo, Martin Krpan. Junak, ki ni iskal slave, temveč pravico. Junak, ki je svojo preprostostjo, močjo in bistro pametjo pokazal, da veličina ne prebiva v bleščečih se dvoranah, temveč človekovi pokončnosti. Draga Kristina, naj te ta zgodba spomni, da je v vsakem izmed nas kanček Krpana. Pogum
da stopimo naprej, kot je potrebno, in modrost, da ostanemo zvesti sebi. Kristina, iskrena hvala, ker z nami ohranjaš ljubezen do slovenskih zgodb in literarne dediščine. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni slovenski pravljici, ki ohranja pomemben del slovenske kulturne dediščine z naslovom Kaj bo Franza pusta hrusta? Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Kristini in pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam vsem, ki se kdaj počutite premajhne, pretihe ali morda ne dovolj močne. Naj vas zgodba opomni, da resnična moč ne pride čez noč, ampak raste z vsakim pogumnim korakom naprej. Tokrat bomo spoznali Kalčka, mali drevesni poganjek, ki se je želel postati velik in mogočen kot stara drevesa v gozdu. A pot ni bila lahka, čakale so ga številne prepreke ter izzivi. Je Kalčku uspelo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Kalček. Nekoč, globoko v tihem gozdu, je živel mali poganjek z imenom Kalček. Kalček je bil droben drevešček, ki si je od nekdaj želel postati velik in mogočen kot stara drevesa, ki so stala okoli njega. Kalček je vsak dan zoril proti nebu in občudoval visoke, močne drevesne krošnje, ki so šumljale v vetru. Kako čudovito bi bilo biti tako velik in močan, je pomislil. Potem bi me vsi v gozdu spoštovali. Toda nekega jutra, ko je sonce komaj vzšlo, so se na nebu začeli zbirati temni oblaki. Veter je močno zapihal skozi veje in kmalu je nad gozd pridrvela divja nevihta. Veter je tulil, dež je lil kot slap in v gozdu je zavladal nered. Mali Kalček je trepetal v vetru. Njegove tanke veje so se upogibale pod težo dežja in sunki vetra so ga skoraj izruvali iz tal. Po dolgi, strašni nevihti je v gozdu končno zavladala tišina, a Kalček je stal na mestu, nagnjen in žalosten. Nikoli ne bom zrasel. Nikoli ne bom velik in močan kot druga drevesa, je s težkim srcem razmišljal Kalček. Zadnjo dežno kapljo je izginilo tudi njegovo upanje. A takrat se je oglasil globok, pomirjujoč glas. Bil je stari hrast, ki je živel v gozdu že več stoletij. Njegove močne veje so šepetale v vetru. Sklonil se je k malemu dreveščku in mu zašepetal. Mali Kalček, je rekel hrast s nežnim glasom. Ne bodi žalosten. Tvoj čas šele prihaja. Tvoja moč ni v tem, kako velik si sedaj, ampak je v tebi, tvoji vztrajnosti. Kdor vztraja, vedno najde pot. Kalček je začutil majhen plamen upanja. Mogoče res lahko postanem velik in močan, je pomislil. V tistem trenutku se je odločil, da bo kljuboval vsaki nevihti, vsaki oviri in vsakemu izzivu, ki ga bo prinesel nov dan. Razveselil se je vsake dežne kaplje, lovil sleherni sončni žarek in njegove korenine so se počasi začele širiti globoko v zemljo in ostala drevesa so mu pod zemljo podala roko. Minevali so meseci in leta, ki so Kalčku prinašali različne preizkušnje. Poletje je bilo vroče, tako vroče, da je včasih začutil, da se mu veje sušijo pod žgočim soncem.
Zima je bila še bolj neizprosna. Prinesla je leden veter in sneg, ki ga je povsem zasul in mu skoraj zamrznil korenine, svojih prijateljev pa skoraj da ni več videl. Vsak letni čas je prinesel novo preizkušnjo, vendar Kalček ni obupal. Znal se je prilagoditi vsaki preizkušnji narave, pa naj bila še tako neusmiljena. Vsakič, ko je pomislil, da ne more več, se je spomnil besed starega hrasta. Tvoja moč je v tvoji vztrajnosti. In tako je vztrajal vsako pomlad, poletje, jesen in zimo, leto za letom. Včasih se je zdelo, da ne napreduje, a počasi in vztrajno je Kalček rasel. Nekega pomladnega dne, ko so se v gozdu razcvetele cvetlice, je mimo priletela družina ptic. Iskale so mesto za gnezdo in naletele na mlado drevo. Čiv, vaše veje so še majhne, a čvrste, so čivknile ptice. To je popolno mesto za naš novi dom. Čiv, čiv. Kalček je bil nadvse ponosen. Njegove veje so bile že dovolj močne, da podpirajo novo življenje. Ptičja družina je začela graditi gnezdo prav v njegovi krošnji in Kalček je začutil, kako pomemben del narave postaja. Biti močan ni pomenilo le biti velik. Pomenilo je pomagati drugim in biti del celote. Nekega poletja pa se je v gozdu zgodilo nekaj nenavadnega. Z neba so se spustili temni oblaki, vendar tokrat ni bil dež tisti, ki je ogrožal gozd. Močan požar se je razširil po robu gozda. Drevesa so v paniki šumela, živali so bežale na varno. Kalček je začutil vročino ognja, ki je prihajal vedno bliže. Kaj lahko storim? Se je spraševal. Njegove veje še niso bile dovolj visoke, da bi zaščitile gozd, vendar so bile dovolj močne, da so zaščitile nekaj malega življenja. Ptičja družina je hitro poletela v njegovo krošnjo in Kalček je kljuboval ognju. Bil je nagnjen zaradi prejšnjih neviht, a tokrat se ni upognil, niti zlomil. Njegove močne korenine so ga držale na mestu, dokler požar ni povsem ugasnil. Ko se je dim razkadil in se je gozd ponovno ohladil, je Kalček stal tam, zdaj nekoliko užgan, a ponosnejši kot kadarkoli prej. Naučil se je, da moč ni le v velikosti, ampak tudi v odpornosti, prijaznosti in volji pomagati drugim, tudi ko se zgodi, da ti narava obrne hrbet. Z leti je Kalček rasel in rasel, postal je mogočno drevo, ki je ponujalo senco, zavetje in dom mnogim gozdnim bitjem. In vsakič, ko je kdo v gozdu iskal zavetje ali pomoč, se je spomnil na Kalčka in na njegovo vztrajnost. Tako je Kalček se v gozdu naučil, da ni pomembno, kako majhen si na začetku. Z vztrajnostjo, prijaznostjo in pogumom lahko postaneš velik in močan na svoj način. Takrat se je spomnil na stari hrast in njegove besede. Ne meri se po svoji velikosti ali moči, temveč po svoji vztrajnosti in prijaznosti. V življenju so najpomembnejši tisti, ki pomagajo drugim, tudi če so sami na začetku majhni. Ja, čudovita, navdihujoča zgodba. Kalček nas je naučil, da prava moč ni v velikosti, temveč pogumu, potrpežljivosti in srčnosti. Vsaka ovira, ki jo je Kalček premagal, ga je naredila močnejšega. In prav s tem je postal zares velik. Dragi otroci, tudi če se kdaj počutite majhne ali šibke, ne pozabite.
Z vztrajnostjo ter srčnostjo postajamo močni, vsak na svoj način seveda. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti pravljici z naslovom Gozdne skrivnosti. Vabljeni k poslušanju in ne pozabite se naročiti na kanal. Ostanite radovedni, pogumni in prijazni. Naj vaša domišljija raste z vsakim dnem. Pošiljam vam prijazen Kalčkov pozdravček. Čau, čau. Bravo, Kalček. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Z današnjo čudovito pravljico bomo obiskali vasico pri Starem Štoru, kjer živijo številne živali in tudi prav poseben, malce drugačen pes. Namreč s svojimi besedami vse prepogosto reče kaj, kar druge živali prizadene ter zaboli pri srcu. A v tej zgodbi bomo spoznali, kaj se zgodi, ko se mu nekdo prvič ne umakne, ampak ga prijazno pogleda v oči ter nagovori z lepimi besedami. Zanimivo, kaj ne? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čarobni pravljici z naslovom Lepa beseda. Nekoč, že dolgo tega, so v prelepi vasici pri Starem Štoru živele prijazne ter delovne živali. Srne so skrbele za cvetlične vrtove, zajčki so pekli dišeče korenčkove kolačke, medvedki so varovali gozdne poti in zbirali med za prav vse vaščane. Ne boste verjeli, lisice so bile prave umetnice. Najraje so slikale s cvetnim prahom in prirejale umetniške razstave. Številne čebelje družine so skrbno opraševale drevesa, sadovnjake in gozdne robove. Najstarejša prebivalka vasi, sova, pa je zvečer pila uspavanke in bdela nad mirom v vasi. Med vaščani pa je v malce zanemarjenem domu živel pes Bruno. Najraje postopal po vasi in precej nesramno ogovarjal ostale vaščane. Njegove besede so marsikoga užalile, ter ga tudi prizadele. Ko je nekoč mimo priskakljala zajčica Bela, je Bruno namesto pozdrava rekel: Spet si vsa razkuštrana. Tvoja frizura izgleda kot sračje gnezdo. Je v smehu dejal. Bela je zardela, se hitro obrnila in s povešenimi ušesi stekla nazaj v svoj brlog. Bruno pa se je še naprej smejal na ves glas. Uboga zajčica, so pomislili vaščani, a nihče ni storil prav ničesar. Vsak se je le vrnil k svojemu opravilu. Na čudovito sobotno dopoldne je Bruno srečal metuljčico Megi ter nesramno pripomnil: Važička, tvoje barve me tako bodejo v oči, da bi potreboval sončna očala. Megi je zatrepetala z nežnimi krili, želela nekaj reči, a je njene nežne besede odnesel veter. Nato pa je s solzami v očeh odletela v senco cvetoče jablane in neutrudno jokala. Nekoč je čebelar, medvedek Medo, s košaro medu stopil mimo Bruna, ta pa mu je zabrusil: te tvoje čebele so tako glasne. V ušesih nenehno slišim njihovo nadležno brenčanje. Saj ne morem niti razmišljati od tolikšnega hrupa. Medo je ostal brez besed. Sklonjeno glavo je tiho odkorakal proti svojemu brlogu. Vaščani so znova slišali Brunove nesramne besede. A tudi tokrat se ni nihče opogumil in stopil medvedu Medo v bran.
In ko je stara sova ob čudovitem sončnem zahodu pela svojo večerno uspavanko, je Bruno glasno zagodrnjal. Če bi tvoje petje slišal kamen, bi se razpočil od obupa. Sova je želela nekaj reči, a njen čudoviti glas je kar izginil. Žalostnim pogledom je zaprla kljun in se odpravila proti svojemu domu. Vaščani so se Bruna izogibali, ter se mu vedno znova umikali. Nihče namreč ni zbral vsaj kanček poguma in mu odkrito povedal, kako zelo njegove besede bolijo in puščajo žalostne sledi. Nekateri vaščani so ga tiho ugovarjali, drugi pa so se raje skrili za najbližji grm, kot da bi tvegali nov spodljaj. A nekega dne je v vasico prišla čudovita ter prijazna muca Liza. Njena dolga, gosta dlaka se je bleščala kot zvezdni prah. Njena eleganca pa je zanetila iskrico v srcu vaščanov, vsi so se obračali za njo. Prav vsi vaščani so jo občudovali. No, skoraj vsi. In ko sta se muca Liza in pes Bruno prvič srečala, je pes grdo zabrusil. Izgledaš, kot da bi se posula z bleščicami in pri tem zelo pretiravala. A Liza se ni niti zdrznila. Prijazno ga je pogledala v oči in rekla: Najlepša hvala za opasko. Kako lepo, da imaš tako oster pogled. A meni so bolj všeč prijetne misli kot ostre besede. Kaj pa tebi polepša dan? Bruno je začudeno pogledal in dodal: Ne nakladaj, da o tvojem načičkanem krilcu sploh ne govorim. Spominja me na kup zmečkanega listja. Liza je mirno nadaljevala. Hvala, zelo zanimiva primerjava. Mimogrede, te lahko povabim na skodelico toplega mleka z vaniljo? Jaz ga naravnost obožujem, saj se že v prvem požirku znova počutim umirjeno. Greva? Bruno je zarenčal. Utihni že, tvoj glas zveni, kot da bi si star maček brusil kremplje po steklu. Lize besede niso vznemirile. Z nežnim glasom je rekla: Veš, včasih tisti, ki grdo govorijo, nosijo v sebi kaj težkega. Jaz pa verjamem, da imaš tudi ti kaj lepega v sebi. Morda nekaj, kar si že dolgo nisi upal povedati. Kaj pa, če bi danes nekomu polepšal dan? Bruno je začudeno pogledal Lizo in pri tem začutil nelagodje. Naslednji hip pa je otrpnil. Zamislil se je. Prav nihče mu še ni namenil tako prijaznih besed. Še nihče ga ni nagovoril tako lepo. Ne s strahom, ne z jezo, temveč s prijaznostjo. Jaz ne vem, je zamrmral Bruno. Liza ga je znova prijazno povabila na skodelico toplega mleka z vaniljo ter prijeten pogovor. No, mogoče bi si pa res lahko vzel nekaj minut časa, je nekoliko zmedeno dejal Bruno. Liza ga je pogledala v oči ter se nežno nasmehnila. Odlično. Predlagam, da se sprehodiva do kavarne pri Zlatem srcu. Pojdiva. In tako sta se Bruno in Liza sprehodila po vasi, obdana z lepimi besedami ter mislimi. Vaščani so osuplo opazovali prizor. Bruno, ki se prav nikoli ni iskreno nasmehnil ali koga prijazno govoril, se je po vasi sprehajal z muco Lizo, se nežno smehljal in v njegovih očeh se je iskrila lepota. Lepota, ki jo je vedno znova skrival. Izgledal je drugačen.
kot v pravljici so iz oblakov posijali topli sončni žarki, obsijali vasico pri starem štoru, lahen vetrič pa je prinesel upanje. Upanje na brezskrbne ter predvsem prijetne dni. In tako je tudi bilo. Lepe, prijazne besede so v vasico prinesle umirjenost ter čarobnost, česa ni uspela doseči nobena graja ali zbadljivka. Prinesle so korenite spremembe, ki so še bolj povezale vaščane ter jim omogočile umirjeno življenje. Bruno se je vsakemu, ki ga je prizadel, opravičil, kljub temu pa še ni postal popoln. Kdaj pa kdaj je v šali še vedno izrekel kakšno zbadljivko. A dnevi so minevali in življenje je postalo prijetno, polno upanja, kar je opazil ter občutil tudi Bruno. In Bruno je sčasoma znal tudi sam prisluhniti, se nasmehniti in celo pohvaliti. In tako je vasica pri starem štoru zares zažarela. Ne le zaradi cvetočih dreves in skrbnih vaščanov, ampak tudi zato, ker je v njej zares zaživela stara modrost, ki pravi: lepa beseda lepo mesto najde. Ja. Pa še kako se strinjam s pregovorjem: lepa beseda lepo mesto najde. Bravo, Liza, za pogum ter vztrajnost. Naučila si nas, da s prijaznimi besedami dosežemo mnogo več kot pa z grajo. In zagotovo lahko lepe besede polepšajo dan ter spremenijo srce, kar smo spoznali v današnji pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti pravljici z naslovom Pokloni prijaznost in žarek luči. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in ne pozabite na lepe ter prijazne besede. Pravličen pozdravček prav vsem. Čau, čau. Bravo, Liza. Super pravljica. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat bomo prisluhnili zgodbi o drobnih, a pogumnih rečnih kamenčkih, ki so živeli na dnu reke, obdani z gozdnimi prijatelji in spokojnim šumenjem narave. Ko pa se je nekega poletnega dne v dolino prikradla suša, je reka skoraj usahnila. In takrat so se kamenčki odločili, da ne bodo samo nemo opazovali žejnih živali. Premaknili so se. In prav v tihem premiku se je skrivala njihova največja moč. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Pogumni rečni kamenčki. V dolini, kjer je tiha reka žuborela skozi slikovit gozd, je živela skupina sijočih rečnih kamenčkov. Ležali so na dnu reke in se svetlikali pod soncem. Reka jih je nežno zibala sem ter tja, kot bi jim pela uspavanko. Bili so srečni in veseli. Vsak dan so poslušali šumenje vode, opazovali plavajoče ribe in pozdravljali gozdne živali, ki so se prihajale k reki odžejat. Lepo je biti del reke, je nekoč dejal eden izmed mlajših kamenčkov. Vsak dan je drugačen, je odgovoril starejši. In ravno v tem je čar življenja. A nekega poletnega dne se je vse spremenilo. Sonce je pripekalo močno kot že dolgo ne. Nebo je bilo brez oblačka. Dežja, ki je pogosto obiskal bližnji gozd, že dolgo ni in ni bilo na spregled. Reka je pričela naglo usihati. Vodni tok je bil vse šibkejši, voda pa ni več pela stare pesmi, le še šepetala je.
Gozd je utihnil in živali so postale vse bolj zaskrbljene. Kaj bomo naredili? Je prestrašeno jokala veverica. Vode skoraj da ni več, je zagodrnjal medved. V tolmunih ostajajo le še male blatne luže. Ribe so plavale tesno skupaj, saj so bile na rečnem dnu le še majhne zaplate umazane vode. Ptički so priletavali nižje in nižje, da bi si napolnili kljunčke z nekaj kapljicami dragocene vode, ki je še ostala. Tudi srne so tavale od enega brega reke do drugega, ter zaman iskale vodo. Kamenčki na dnu reke so vse to tiho opazovali. Potem pa so začeli šepetati. Nekaj bo potrebno ukreniti. Naši prijatelji potrebujejo pomoč. Zbrali so se v krogu. Saj smo le kamenčki, je obupano dejal najmlajši. Bil je tako majhen, da so ga komaj opazili. Ampak nas je veliko in če stopimo skupaj, morda lahko zajezimo vodo, je odločno dejal kamen starešina. Kamenčki so bili navdušeni. In takoj zatem so se počasi začeli kotaliti, drug ob drugem, drug čez drugega. Z vztrajnostjo so ustvarili majhne kotanje in jezove, kjer se je voda pričela počasi zadrževati. Prav vsaka kapljica je bila dragocena. Proti večeru, ko je vročina vsaj nekoliko popustila, so prve živali, ki so prišle k rečnemu bregu, odkrile majhne kotanje napolnjene z vodo. Tudi ptički, ki so prileteli k reki, so se lahko odžejali in takoj pričeli glasno žvrgoleti in čebljati. Njihovo navdušenje so zaslišale tudi ostale gozdne živali, ki so radovedno pokukale iz hladnega gozdnega zavetja. Veverica je priskakljala prva in že ob robu gozda je zaslišala rahlo šumenje. Voda? Je s hripavim glasom dejala. Nato pa je s hitrimi skoki brž odskakljala do reke ter se odžejala. Nato pa je glasno začela vpiti: Voda! Voda je znova v rečni strugi! In tako so se kmalu ob reki pričele zbirati še ostale gozdne živali. Srne, lisice, ježki, medvedi. Prav vse živali so se lahko odžejale. Le kaj se je zgodilo? Saj ni deževalo, so se spraševale. Poglejte, kamenčki. Zagotovo so nam kamenčki priskočili na pomoč, je dejala lisica. Zvečer so gozdne živali končno odžejane in polne upanja legle k počitku. Po dolgem času so bile njihove sanje spet zelo prijetne, skrbi prejšnjega dne pa so kar izpuhtele v vročo noč. Zjutraj se je po vsem gozdu razširila novica. Kamenčki nam pomagajo! Kamenčki nam pomagajo! Rešili so nas! So z navdušenjem oznanjale vse gozdne živali. Tudi ribe, ki so plavale mimo kamenčkov, so nežno šepetale. Hvala vam, dragi kamenčki, niste veliki, a vaše srce je ogromno. Gozdne živali so bile ponovno polne navdušenja. Ptički so peli najlepše melodije v ritmu žubrenja vode. Tudi drevesa so se zibala v znak neizmerne hvaležnosti. Toda veselje žal ni trajalo dolgo. Poletna vročina kar ni popustila in tako je že naslednji večer reka popolnoma usahnila. Kamenčki so obležali po vsem suhi rečni strugi. Gozd je ponovno utihnil. Živali so znova postale zaskrbljene. Zelo zaskrbljene. Zdaj pa res ne vem več, kaj narediti, je žalostno rekel eden izmed kamenčkov. Mogoče je konec,
je dodal drugi. Takrat pa se je oglasil najstarejši izmed kamnov. Bil je večji, rahlo modrikaste barve, z drobnimi belimi lisami, ki so izgledale kot brazgotine modrosti. Poslušajte, je tiho, a odločno dejal. Ni še konec. Če nas je reka zapustila, še ne pomeni, da vode ni. Spomnite se starih jam v gozdu. Tam spodaj je še vedno življenje. Morda skrito, a zagotovo obstaja. Povežimo kotanje s tistimi jamami, je predlagal eden izmed kamenčkov. Naredimo poti, da bo voda znova našla pot do rečne struge. Kamenčki so se spet premaknili. A tokrat je bilo težje, precej težje. Kamenčki so morali najti tisto pravo smer, ob tem pa paziti, da se niso ustavili. Trajalo je celo večnost, a niso obupali. Premikali so se lepo v vrsti, kot majhne rečne pošiljke, ki nosijo upanje. Premikali so se in premikali. In kmalu je voda ponovno začela kapljati v kotanje. Ponovno so bili ptički tisti, ki so svojim navdušenim žvrgolenjem prebudili tihi gozd ter zaskrbljene gozdne živali. Te so ponovno odhitele k reki ter so vsaj malo odžejale. Prav vse živali so ploskale s tačkami, krili, repki, šapami ter se tako zahvalile prijateljem kamenčkom. Hvala, najlepša hvala, je zadovoljno dodal najstarejši izmed kamnov. Uspelo nam je, voda se vrača, so navdušeno vzklikali kamenčki, ki pa so bili videti precej utrujeni, a zelo zadovoljni. Tako je v gozdu znova zadišalo po upanju. In ko so zvečer nebo prekrile sive meglice in se je v daljavi zaslišalo grmenje, so vse živali zrle v nebo. Že čez nekaj trenutkov je veter zašelestil med drevesnimi krošnjami in prve dežne kaplje so osvežile naravo. Dež se je vrnil, počasi, a zanesljivo. Kamenčki so še vedno ležali v rečni strugi, mokri, utrujeni, a srečni. Zavedali so se, da so kljub svoji majhnosti naredili nekaj velikega. Ja. Bravo. Vse pohvale kamenčkom za pogum ter vztrajnost. Kamenčki res niso veliki. Ne govorijo na glas. A ravno v trenutkih največje stiske so skupnimi močmi naredili nekaj čudovitega. S potrpežljivostjo, srčnostjo in skupno voljo so poskrbeli za svoje gozdne prijatelje. Otroci, tudi vi ste včasih lahko kamenček, morda tih, morda majhen, a vaša dejanja lahko nekomu pomenijo ogromno. Ko združimo moči, ko pomagamo, ko ne obupamo, ustvarjamo prave čudeže. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni prijetni pravljici z naslovom Skrivnost čudežnega gozda s samoroginjo Lumi v glavni vlogi. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam pravljični pozdravček. Čau, čau. Ja. Slogi je moč. Bravo, kamenčki. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je prav posebna, saj jo z velikim veseljem poklanjam Juliji, ki skupaj z mamico prav vsak večer prisluhne zgodbam iz našega pravljičnega sveta. Iskrena hvala obema. Draga Julija, naj te današnja zgodba nežno objame
ti nariše nasmeh na obraz ter prižge iskrice v očeh, kadar boš potrebovala malce poguma ter topline. Naj te zgodba spomni, da si res nekaj posebnega in da je v tvojem srcu prostor za vse lepe stvari. V tokratni, nežni in srčni zgodbi bomo namreč spoznali levinjo Kiaro, ki je prav tako spoznala, da je savana dovolj velika za prav vse, ki jo imajo radi. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Julijo z naslovom Kiara, najpogumnejša levinja. Na robu zlate savane, tam, kjer se sonce zvečer nežno potopi v visoko travo, je živela majhna levinja po imenu Kiara. Kiara je bila nekaj res posebnega. Njene oči niso bile le zlate kot pri drugih levih, ampak so bile v barvi jantarja in v njih so se lesketale drobne modre iskrice. Mami Nala je vedno govorila, da so v njenih očeh zrcali sinje modro nebo. Nekoč, ko je bila Kiara še čisto majhna kepica z mehkim kožuščkom, so bili vsi skupaj srečna družina. Kiara z mamico Nalo in očkom Aaronom. Skupaj so se greli ter poležavali na soncu in uživali v skupnih trenutkih. A nekega dne se je savana začela spreminjati. Poti Kiarine mamice in očeta niso več tekle v isto smer. Začela sta hoditi vsak po svoji strani prostranega travnika in Kiara kar naenkrat ni več zaspala med obema hkrati. Mami, sem jaz kriva, da očka ne živi več z nama? Je nekega večera tiho vprašala Kiara, ko so se v njenih jantarno obarvanih očeh nabrale solze. Mami jo je tesno objela in z najmehkejšim glasom zašepetala. Nič nisi kriva, Kiara. Ti si tista, ki naju še vedno povezuje in tako bo ostalo za zmeraj. Včasih se odrasli levi razidejo, a njihova ljubezen do mladičev ostane močnejša od katerekoli nevihte. Čez nekaj časa je mami Nala spoznala novega leva po imenu Leon. Leon je bil igriv, glasen in poln smeha. Kiara se je sprva spraševala, ali bo v savani dovolj prostora za vse, a Leon jo je s svojimi besedami hitro pomiril. Tvoja savana se ni zmanjšala, Kiara. Zdaj je postala še širša in v njej je še več prostora za tiste, ki te imamo radi. In tako se je Kiarino življenje začelo odvijati na dveh čudovitih koncih savane. Pri očetu Aaronu se je še naprej učila modrosti. Naučil jo je, kako prisluhniti šepetu vetra, kako potrpežljivo čakati v visoki travi in kako prepoznati prihajajočo se nevihto, še preden pade prva dežna kaplja. Z njim so bili večeri mirni in polni globokih pogovorov. Kiarine oči so v Aaronu postale globoke in mirne kot večerno nebo. Pri očimu Leonu pa je bilo vse drugače. On jo je učil skakati čez najvišje suhe veje in rjoveti tako glasno, da so se še ptice prestrašeno dvignile v zrak. Z njim je bila savana polna igrivosti in smeha. Ob njem so Kiarine oči zažarele in se zaiskrile kot sončni žarki na vodi. Včasih pa so se drugi mladiči tiho spraševali. Poglejte Kiarino družino. To ni običajno. Vsak ima samo enega očeta. Kiara je skozi šepet vetra slišala njihove glasove. Takrat se jim je pridružila, ponosno dvignila svojo lepo glavo, njene nenavadne oči pa so se odločno zasvetile.
Jaz imam 2, jim je odgovorila. Eden me uči miru, drugi me uči ognja. In ker imam 2, je v mojem srcu prostora za še več ljubezni in modrosti. Mladiči so utihnili, saj nihče ni znal tako dobro prisluhniti tišini kot Kiara in prav nihče se ni znal tako pogumno veseliti novih izzivov. Nekega poletnega dne pa je nad savano pobesnela strašna nevihta. Veter je tulil in mladiči so bili prestrašeni. Kiara pa se ni zmedla. Spomnila se je Aaronovih nasvetov o vetru in natančno je vedela, kam se skriti. Ob tem pa se je spomnila tudi Leonovega poguma in zarjovela tako močno, da so ji vsi sledili v varno zavetje. Ko se je nebo naslednjega dne razjasnilo, so vsi v krdelu spoznali, da je Kiara prav zagotovo najpogumnejša med njimi. A Kiara je skrbno varovala svojo skrivnost. Ni bila pogumna zato, ker bi bila največja, ampak zato, ker je v svojih posebnih očeh znala združiti ljubezen obeh očetov in varnost svoje mami. Tistega večera je Kiara ležala med mami in Leonom, v mislih pa je bil z njo tudi oče Aaron. Mami, je rekla, ko se je stisnila k njej. Savana je res dovolj velika za vse nas. Mami jo je poljubila tik nad njenimi čudovitimi očmi in ponosno rekla. Tako je, moja Kiara. Savane ne deli razdalja. Povezujejo ljubezen, ki se zrcali v tvojem pogledu. In če bi takrat kdo zares prisluhnil šelestenju trave, bi slišal, da celo veter šepeta: Kiara, najpogumnejša levinja. Kako čudovita in topla zgodba. Včasih se poti res razidejo, a ljubezen še vedno ostane. In tako kot Kiara, je tudi Julija deklica z velikim srcem, v katerem je prostor za prav vse, ki jo imajo radi. Draga Julija, naj te ta zgodba spomni, da si nekaj res posebnega in prav zagotovo si najpogumnejša deklica. Tvoja mami, ati, bratec Jakob in Silvo da imajo neizmerno radi. Prav vsi. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še Disneyjevi pravljici z naslovom Levji kralj. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Juliji ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, odlična zgodba. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Z današnjo pravljico se bomo odpravili na čudežno popotovanje skozi skrivnosten, a čudežni gozd v družbi nežne samoroginje Lumi ter prikupne sovice Lune, ki se je znašla v težavah. A prijateljske vezi so v tem gozdu še posebej močne, zato je vsaka nova težava prijeten izziv, ki v gozd ponovno povrne čudežnost. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Skrivnost čudežnega gozda. V čudežnem gozdu, kjer so drevesa šepetala skrivnosti vetru, potočki prepevali melodije narave, cvetlice pa so se svetile kot drobne zvezdice, so v sožitju živele številne živali. Med drevesi so se skrivale lisičke, zajčki so skakljali po travnih jasah, medtem ko so se srnice mirno pasle, veveričke so uživale v drevesnih krošnjah, ptice pa so pele svoje melodije.
Vse živali so skupaj soustvarjali harmonijo gozda, v katerem je bilo prav vse čudežno. V tem čudežnem gozdu pa je živela tudi samoroginja po imenu Lumi, ki je bila nekaj posebnega. Njena umirjenost in gracioznost so se odražali v vsakem njenem gibu, njena prijaznost pa je v čudežji gozdni svet prinašala mir. Lumi pa je krasila tudi srebrna griva, ki je sijala v mesečini. Njen rog pa je imel čudežno moč. Pomagal je tistim v stiski in prinašal upanje vsem, ki so ga potrebovali. Lumi je vsako jutro prehodila skrivnostne gozdne poti in skrbela, da so se živali dobro počutile. A nekega dne je v gozdu začutila nekaj nenavadnega. Drevesa so se zdela žalostna, potočki so skoraj da usahnili, cvetlice so izgubile sijaj in veter je bil vse tišji. To je bil znak, da je nekaj globoko v naravi porušeno. Ko je samoroginja Lumi prišla do čudovite jase, je na drevesu zagledala sovico Luno, ki je sedela na veji, žalostno strmela v tla in skoraj da neslišno stokala. Draga Luna, kaj se je zgodilo? Jo je nežno vprašala samoroginja Lumi. Občutila je njeno žalost, kot da bi srce gozdne narave bilo v temi. Sovica je s tihim, tresočim glasom odgovorila. O, Lumi, izgubila sem svoj glas. Prav vsak večer sem prepevala svoje večerne uspavanke za nas skrivnostni čudežni gozd. A nocoj moj glas se je izgubil, ni ga več. Brez mojega petja naš gozd tone v tišino. Lumi je vedela, da je sovina nežna večerna uspavanka blagodejna za prav vsa bitja čudežnega gozda. Njene uspavanke so ponoči pomirile živali in uspavale drevesa, da so lahko sanjala najlepše sanje. A sedaj, ko je Lunin glas potihnil, je Lumi začutila, da je srce gozda resnično v nevarnosti. Obstaja le ena stvar, ki ti lahko povrne tvoj prelepi glas. To je čarobna rosa, ki raste na najvišji gori gozda, je rekla Lumi. Njene kapljice nosijo melodijo narave. In če popiješ le nekaj kapljic čarobne rose, boš znova lahko uspavala na skrivnostni čudežni gozd. Sovica je zmedeno pogledala Lumi. Ne boj se, Luna, skupaj bova našli čarobno roso, je zagotovila Lumi, ko je sovico nežno dvignila na svoj hrbet. Luna se je sprostila ter občutila neverjetno umirjenost svoje prijateljice samoroginje. Samoroginja Lumi in sovica Luna sta se odpravili na čarobno pot. A do gore ni bilo lahko priti. Pot je bila strma in polna izzivov. Najprej sta morali prečkati reko Meglic, nad katero se je vzpenjala tako gosta megla, da nista videli poti. Sovico Luno je postalo strah. Kaj, če se izgubiva? Je zašepetala. Lumi je obrnila glavo in se nasmehnila. Ne bova se izgubili. Zaupaj v svojo notranjo svetlobo, je rekla. Tako je Lumi zaprla oči in dovolila, da jo vodi notranji mir. Svetloba v njenem srcu je pokazala varno pot in skupaj s sovico sta prečkali reko Meglic, polni upanja in topline. Nato jo je pot vodila vse do gostega gozda tišine, kjer je vsak zvok izginil, kot da bi vzel vse življenje iz tega prostora. Sovica je želela nekaj zašepetati Lumi, a njene šepetajoče besede so izginile, kot da jih sploh ni izgovorila. Lumi je začutila, da se moraš v gozdu tišine izraziti drugače, skozi moč ljubezni in svetlobe. Lumi je svojim čarobnim rogom mavrično razsvetila gozd.
Drevesa so se prijazno umaknile in tako sta Lumi in Luna lahko nadaljevali svojo pot, ki je bila zdaj še bolj polna upanja. Hodili sta in hodili. V daljavi sta zagledali najvišjo goro gozda. Lumi je pospešila korak, Luna pa je postajala polna vznemirjenja. In končno sta le prispeli na vrh gore. Tam je na čudoviti jasi rasla modro-srebrna roža, ki je v svojem cvetu držala kapljico rosišča starega 1000 let. Lumi je previdno nagnila cvet, kapljica čarobne rose pa je spolzela v sovičin kljun. Luna je zajela sapo in nato zapela. Njena pesem je bila lepša kot prej. Preplavila je gozd in tako so drevesa ponovno živela, potočki so zaplesali in celo veter je prinesel sporočilo veselja. Sovica je razširila krila in se dvignila v zrak. Hvala ti, Lumi! Brez tvoje pomoči bi gozda vedno ostal v tišini. Lumi se je nasmehnila. Pravi prijatelji si vedno stojimo ob strani ter si v težkih trenutkih pomagamo. In tako sta se samoroginja Lumi ter sovica Luna vrnili v čudežni gozd, kjer je Luna še dolgo pela svoje čudovite pesmi, Lumi pa je vedela, da je njen čudežni gozd spet poln harmonije in življenje je ponovno steklo v svojo naravno melodijo. Bravo, Lumi, za pogum ter vztrajnost. Prijateljstvo je kot nevidna nit, ki nas povezuje ter vodi skozi življenje, pa četudi je ta pot polna izzivov. Pravo prijateljstvo premaga prav vse ovire, prav tako kot v današnji pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pravljici o prijateljstvu, ki se je spletlo med deklico ter gracioznim kitom, ki živi v morskih globinah. Vabljeni k poslušanju. Naj vas skozi življenje spremljajo pravi prijatelji. Lepo se imejte in pošiljam vam čudežni pozdravček. Čau, čau! Bravo, Lumi. Res čudežna zgodba. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam vsem, ki kdaj čutite, da ste drugačni, in vsem tistim, ki se učite, da je to nekaj čisto posebnega. V tokratni zgodbi bomo spoznali Pikca, radovednega veverička, ki ima težave z vidom, a si ne upa nositi očal. Bo zmogel premagati strah in sprejeti, da mu lahko očala pomagajo videti svet takšen, kot je? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Čarobna očala. V čudovitem gozdu je v deblu starega hrasta v udobni duplini živela veveričja družina. Mama veverica in oče veveriček sta skrbela za svoje 3 navihane mladičke veveričke, udobno domovanje ter najokusnejša semena, oreščke, mlade poganke in še kaj. Najmlajšemu veveričku je bilo ime Pikec. Bil je majhen, z gosto sijočo rjavkasto rdečo dlako, bistrimi očmi ter predvsem velikim srcem. Pikec je vsako jutro, še preden je sonce s svojimi toplimi žarki uspelo posijati skozi drevesne krošnje, navdušeno skočil iz postelje, saj je bil prepričan, da bo vsak nov dan prinesel nekaj zanimivega ter poučnega. Bil je nadvse radoveden, pogumen ter vedno pripravljen pomagati, če se je kdo znašel v težavah. Velikokrat je s prijaznimi besedami ter gestami pomagal prijateljem, ki so imeli le slab dan.
kako si je nekoč prijateljica zajčica Bela obula napačen par čevljev, jazbec Grega si je narobe oblekel svojo najljubšo majico, srnjaček Rjavko si je pozabil zapreti zadrgo na hlačih, Polh Lenko pa je stopil, ne boste verjeli, medvedov kakec. Pikec je prav vsakemu izmed njih priskočil na pomoč ter jim na obraz ponovno pričaral nasmeh. Veveriček Pikec je naravnost oboževal skakanje z veje na vejo, reševanje nalog v gozdni šoli ter skrivne odprave s svojimi najboljšimi prijatelji. V zadnjem času je Pikec opažal, da nekaj ni bilo prav. Učiteljica, gospodična Čopka, je izgledala drugače, malce nejasno. Ko se je Pikec zagledal v plakat s čurkami, so bile čurke videti meglene. Listi na drevesih niso imeli več ostrih robov. Ko so se s prijatelji v gozdu igrali skrivalnice, je videl le sence in pogosto se je zgodilo, da ni videl prijateljev, čeprav so bili čisto blizu njega. Nekoč pa je celo stopil mimo dupline, šel je kar mimo svojega lastnega doma. Pa saj ni vedno potrebno videti vsega, je rekel njegov prijatelj volk Sivko, ko mu je Pikec potožil svoje težave. Važno je, da imaš dobro srce, je še dodal volk. Pikec je z nasmeškom pokimal, a globoko v sebi je začutil nelagodje, sram in še kanček strahu. Preplavila so ga številna vprašanja. Se bom še lahko igral v skrivalnice s prijatelji? Kako bom prepisoval črke in številke s table? Kaj pa, če bo vsak dan težje? Kaj, če bom nekoč popolnoma izgubil vid? Kaj pa, če bom moral nositi očala? Očala? Se je zdrznil Pikec. Ne, pod nobenim pogojem ne bom nosil očal in pika. Si je odločno mislil sam pri sebi. Dnevi so hitro minevali in Pikec je na žalost vse slabše videl. Mrščil je svoj obraz, napenjal oči, a ves trud je bil zaman. Nekega dne je po končanem pouku do veverička Pikca prijazno pristopila njegova učiteljica, gospodična Čopka. Pikec, si morda tudi sam opazil, da slabše vidiš? Ga je nežno vprašala. Pikec je pogledal tla. Mogoče res, ampak nočem nositi očal. Jež Žužko bo zagotovo rekel, da izgledam kot star stric. Lisica Zvitorepka se mi bo smejala. Vsi me bodo gledali in se norčevali. A gospodična Čopka se je le nasmehnila. Pikec, nošenje očal ni prav nič sramotnega. Očala so čudovit pripomoček. Tako kot brke uporabljaš za tipanje, smrček za odkrivanje okusnih lešnikov ali rep za ravnotežje. Očala so kot okno v svet, pomagajo ti videti svet takšen, kot je. Veveričja starša sta svojega najmlajšega sina odpeljala k staremu izkušenemu optiku Jazbecu. Najprej mu je Pikec zaupal svoje težave z vidom, nato pa je Jazbec Ciril Pikcu pregledal oči, prijazno izmeril dioptrijo in mu z navdušenjem pomeril vzorčna očala in Pikec je ponovno videl. Namreč ponovno je spregledal. Svet okoli njega je postal kristalno jasen in hkrati je spoznal, da mu bodo očala ponovno vlila srečo ter veselje do igrivih otroških dni. Ja, prav očala so tista, ki bodo odgnala prav vse njegove skrbi. Neverjetno. Pikec je izbral prav posebna očala. Očala s tankim modrim okvirjem in posebnimi, skoraj da nevidnimi gumicami, da mu ne bi med skakanjem po vejah ter pri igri s prijatelji padla dol. Ko si je Pikec prvič nadel svojo čarobno očala, je bil svet drugačen, popolnoma drugačen.
Listi na drevesih so imeli robove, zelo zanimivo izrezljane robove. Iglavci so imeli posamezne iglice, prav neverjetno. Celo mravlje je videl, čeprav so bile res majhne, a zelo delovne. Pikec je bil popolnoma navdušen. Vse dokler ni prestopil praga gozdne šole. Na poti se je srečal z lisico Zvitorepko in lisjakom. Poglej ga, pametnjakovič z očali, je s prezirom rekla Zvitorepka. Lisjak Leon pa je dodal: a zdaj boš pa še knjige požiral. Pikec je zardel in si snel očala. Pospravil jih je globoko v šolsko torbo in želel čim hitreje pozabiti na njih. A kaj, ko znova ni jasno videl učiteljice? Črke na šolski tabli so bile meglene, povrhu vsega pa ga je pričela boleti glava. Učne ure so hitro minevale in Pikec se je že veselil, da bo lahko odšel domov. A med potjo domov se je ves razočaran ter jezen spotaknil ob korenino, se opotekal, a kljub temu nesrečno padel v lužo. Najraje bi kar pozabil današnji dan, je godrnjal Pikec in solze žalosti so mu spolzele po licih. Po premisleku se je Pikec odločil, da očal ne bo več nosil. Čeprav je bil svet z njim lepši, ni mogel prenesti posmeha svojih prijateljev. A nekaj dni kasneje je učiteljica gospodična Čopka navdušeno oznanila: jutri bomo imeli veliko iskalno pustolovščino. V parih boste morali poiskati skriti zaklad v gozdu. V pomoč vam bo služil zemljevid, natančno opazovanje ter logično sklepanje. Pikca je stisnilo pri srcu. Težko je pogoltnil slino. Zamislil se je: zemljevid, opazovanje, iskanje. Kaj pa, če ne bo prav ničesar videl? Naslednji dan je bil v paru z lisico Zvitorepko. Super, zdaj bomo pa še izgubljeni, ker Pikec tako ali tako nič ne vidi, je nesramno rekla in pri tem zavila z očmi. Pikec bi najraje odhitel domov, a učiteljica mu je v roke potisnila zemljevid in glasno naznanila: naj se lov na skriti zaklad prične. Ko sta Pikec in Zvitorepka pričela slediti navodilom na zemljevidu, se je v Pikcu nekaj premaknilo, spremenilo. Spoznal je, da brez očal Zvitorepko zagotovo ne bosta med prvimi našla skritega zaklada. Sklonil se je k svoji šolski torbici in iz nje previdno vzel svoja čudovita, čarobna očala. Njegova želja po raziskovanju je bila neustavljiva. Pikec je z navdušenjem pogledal zemljevid, nato se je razgledal okoli sebe in se ponovno zazoril v zemljevid. Tisto drevo ima 3 veje v obliki črke Z, tako kot na zemljevidu. Pojdiva v to smer, je Pikec z navdušenjem kriknil. Zvitorepka ga je pogledala in zmignila z rameni. Ja, mogoče pa res, je še dodala. Ko sta prišla do iskanega drevesa, je bila v lubju zarezana drobna črka V. To je zagotovo namig, je vzkliknil Pikec ter pogledal navzdol. Zvitorepka, poglej pod kamen. Pikec svojega navdušenja ni mogel več skrivati in ob tem se je odlično počutil. In res. Zvitorepka je pod kamnom našla listek s sličico jagode in zapisom: rdeče kot sončni zahod, sladke kot zmagoslavje. Pikec in Zvitorepka sta hitela do naslednje lokacije in takrat se je zgodilo. Veter je zgrabil zemljevid in ga odnesel visoko na vejo. Zvitorepka je planila za njim, a je samo zamahnila v prazno. Super, zdaj sva pa res izgubljena, je zavzdihnila. A Pikec je hitro opazil nekaj, kar so njegovi sošolci spregledali.
Ob poti so bile drobne oznake, skoraj nevidne puščice, narisane z jagodnim sokom. Pikec jih brez očal ne bi opazil, prav tako kot tudi zvitorepka ne. Bile so res skoraj da nevidne. Poglej, slediva lahko tem oznakam, pozabiva na zemljevid, je rekel Pikec. In poglej, pajkova mreža z modrim peresom. To je zagotovo še eden izmed namigov. Kako si to sploh opazil? Sama sem gledala tja, pa nisem prav ničesar opazila. Prav ničesar, je še potiho dejala zvitorepka. Pikec se je le prijazno nasmehnil. Tale Pikec pa sploh ni tako napačen, je pomislila zvitorepka. Ko sta se veveriček ter lisica približevala lokaciji skritega zaklada, jo je do cilja ločila le še duplina, do katere sta lahko prišla le skozi ozko grapo. Odhitela sta po gozdni poti in kmalu zagledala star lesen mostiček. Brz sta stekla preko mostička, a kar naenkrat sta zaslišala škripanje ter pokanje pod svojimi nogami. Zvitorepka se je ustrašila in kriknila: "Nazaj morava!" A Pikec je z očali videl, da se spodaj ob grapi vijajo korenine, ki tvorijo naravni most. Previdno sta se stopila z škripajočega mostička, se spustila navzdol po koreninah in končno prišla do skrivnega mesta. Pred vhodom v duplino jo je čakalo sporočilce. Na kamen z dolbinico sta morala natančno postaviti jagodo iz prvega namiga. Pikec in zvitorepka sta se spogledala, se nasmehnila in jagodo skupaj previdno položila na kamen. Le nekaj sekund kasneje se je zaslišal klik in odprla se je skrinja s skritim zakladom. V skrinji pa ni bilo le posušenih borovnic in kupona za brezplačno jagodičev v gozdni pekarni. Na dnu skrinje se je skrivala kuverta z lističem, na katerem je pisalo: "Pogum in pogled tvorita uspeh." Zvitorepka je začudeno pogledala in skoraj da bi ostala brez besed. "Wow, Pikec, brez tvojih očal ne bi nikoli opazila vseh teh drobnih znakov, ki so naj pripeljali vse do skritega zaklada," je vznemirjeno rekla. Nato pa malce tišje še dodala: "Pikec, oprosti za moje besede. V bistvu ti tvoje čarobna očala prav prikupno pristojijo." Pikec se je široko nasmehnil, namreč nič več ga ni bilo sram, da nosi očala. Še več, bil je zelo ponosen. Novica o najdenem skritem zakladu se je hitro razširila po gozdu, vse do učencev in učiteljice gospodične Čopke. Ko sta se zmagovalca vrnila do gozdne šole, so jo tam že nestrpno pričakali njuni sošolci. Gospodična Čopka je navdušeno ploskala. Lisjak Leon je glasno zavriskal in celo jež Žužko, ki se je vedno držal bolj zase, je rekel: "Bravo, zelo uigrana sta bila." Naslednji dan je Pikec prišel v šolo s svojimi čarobnimi očali. Starega, izgubljenega ter rahlo prestrašenega Pikca ni bilo več. Med sošolce je ponosno stopil samozavestni veveriček z velikim nasmeškom na obrazu. Med daljšim šolskim odmorom so se učenci igrali na igrišču, ob katerem je na leseni klopci otožno sedela miška Lučka. Sončni žarki so se odsevali v njenih solzah, ki so ji polzele po licih. Pikec je začutil miškino žalost ter se odločil, da ji priskoči na pomoč. Tiho je sedel zraven nje in čakal. Ni trajalo dolgo, ko je miška Lučka tiho šepnila: "Veš, tudi sama včasih slabo vidim, ampak se tega nikomur ne upam povedati. Strah me je." Pikec se je nasmehnil in prijazno dejal: "Potem je čas, da greš tudi ti do optika, starega jazbeca Cirila.
Zagotovo bo tudi zate našel prav čarobna očala. Lučka se je nežno nasmehnila, prvič brez zadrege. In ko je nekaj dni kasneje prišla v gozdno šolo z rožnatimi očali, ji ni bilo več nerodno. Zakaj, se boste najbrž vprašali? Preprosto zato, ker je imela ob sebi zaveznika po imenu Pikec. In tako je Pikec postal mnogo več kot le veveriček s čarobnimi očali. Postal je pogumen vzornik v gozdni šoli. Dokaz, da včasih največji pogum ni skočiti na najvišjo vejo, ampak sprejeti svojo drugačnost, kar te naredi še boljšega. Ja. Kakšna lepa zgodba. Pikec je spoznal, da nošenje očal ni prav nič sramotnega. Prav nasprotno. Očala so mu pomagala odkriti svet v njegovi najlepši lepoti in pokazala, da je prav njegova drugačnost tista, ki ga dela izjemnega. Dragi otroci, včasih se nam kaj zdi nerodno ali čudno. Ako zberemo pogum in sprejmemo to, kar smo, odkrijemo, da smo prav zato čisto posebni. Vsak izmed nas ima nekaj, kar ga dela edinstvenega, in to je naše darilo. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa vas čaka še mnogo lepih slovenskih ter tujih pravljic, ki že čakajo na vas. Vabljeni k poslušanju in ne pozabite se naročiti na kanal. Ohranimo svojo domišljijo in naj nas vodijo naše sanje. Prijeten veveričkov pozdrav prav vsem. Čau, čau. Bravo, Pikec. Pa res vzorni.